Družba, ki je potrošniška družba, ki spodbuja uporabo materialov, namreč pomeni tudi siromašenje naravnih bogastev in če bomo vedno uporabljali enake tehnologije, enake naravne surovine, to pomeni seveda slabo popotnico za mlajše generacije. Zaradi tega je to tudi vprašanje medgeneracijske solidarnosti in medgeneracijskega razumevanja. Seveda se o teh stvareh veliko govori, pomembni pa so konkretni ukrepi. Tako imamo recimo na evropski ravni zavezo, po kateri bomo izboljšali varčno rabo energije za 20% do leta 2020. Tudi Slovenija mora izpolniti to zavezo in prav tu na tem področju imamo še ogromno rezerv in velike izzive. Kajti, če pogledamo statistiko, ki primerja Slovenijo z ostalimi državami članicami, vidimo, da smo tu slabši od povprečja, da je poraba energije na enoto proizvoda v Sloveniji zelo velika. Prav zaradi tega smo tudi pozvali v naših predlogih ukrepov protikriznih in za razvoj gospodarstva našo vlado, da pripravi ukrepe, ki bodo spodbudili varčnejšo uporabo energije, tako v gospodarstvu kot tudi v gospodinjstvih. In še to moramo pozoriti, da je Slovenska demokratska stranka imela vedno zelo pozitiven odnos do okolja, postavljala ga je visoko na politično agendo in na kongresu, ki je potekal pred kratkim, smo se odločili, da bomo podprli tudi idejo, da skrb za okolje dvignemo na ustavno raven. Prav zaradi tega tudi spremljamo, kaj se dogaja na tem področju in ocenili smo, da je akcija Očistimo Slovenijo zelo dobra akcija in zato smo tudi sklenili, da jo po svojih močeh podpremo. Sicer je to že praksa Slovenske demokratske stranke, že večkrat smo organizirali čistilne akcije in tudi letos bi jo, če ne bi bilo ustrezne na državni ravni, bi jo organizirali sami. Torej, ob dnevu varčevanja z energijo želimo poudariti predvsem dvoje. Naj vlada končno začne uresničevati ukrepe, ki bodo spodbudili varčnejšo rabo energije v Sloveniji in tudi ljudi v Sloveniji pozivamo, sami bomo naredili, kar je v naši moči, da se v velikem številu pridružijo akciji Očistimo Slovenijo. V Slovenski demokratski mladini smo že lansko leto načrtovali organizirati vseslovensko akcijo Očistimo Slovenijo, vendar pa smo zaradi zelo dobrega predloga, ki je prišla strani pobude za to akcijo, ocenili, da rajši podpremo to akcijo in tako naprošamo vse svoje člane in jih pozivamo, da se akciji pridružijo. Združili bomo oči in moči in prikazali, da smo Slovenke in Slovenci vedno pripravljeni na sodelovanje. Ta vrednota je tudi ena izmed vrednot Slovenske demokratske stranke, ki je naša matična stranka in, kot sem že prej omenil, bomo 17. aprila dokazali, da tudi v praksi uresničujemo naše vrednote. Zato smo naše lokalne odbore že pozvali, da se organizirajo in da bomo res 100% pokrili vse odbore po lokalnih upravah. Nekatere lokalne odbore so svoje aktivnosti že pričeli pred časom, imamo zelo inovativne člane, ki stalno izvajajo okoljske akcije.